to osebo nekako poznali, s čim se ukvarja že dalj časa. Ne. In da zadeve, bom rekel, v preteklosti žal ni bilo izbranih dovolj dokazov, da bi lahko podali kazenske ovadbe. Seveda pa, kjer obstajajo indici in kjer sumimo, da bi lahko bile dekleta žrtve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, moramo se zelo potruditi in storiti vse potrebno, da poskušamo te žrtve rešiti in zbrati dokaze, da lahko podamo kazenske ovadbe zoper osumljence. Če lahko, je policija skupaj s tožilstvom, za katerih od teh 4 predlagala odreditev pripora? Se pravi, policija preko tožilstva? Policija je za 4 predlagala, za vse te 4, policija je predlagala tožilstvu odreditev pripora in mislim, da bo tudi tožilstvo temu sledilo. Seveda pa je zdaj odločitev v rokah sodišča. Zdaj za konca pa še ta 2, ne vem, 24 pa 26. Ja, tako je. Glede na to, niso tega delovske nosnosti, glede na to, da žrtve običajno privabljajo z nekimi pogodbami oziroma z obetom neke zaposlitve, me zanima, ali uporabljate mehanizme sankcij, ki jih omogoča delovno pravo, inšpektorat za delo, FURS pri tovrstnih kaznivih početjih. Ali to... Če lahko jaz nasplošno povem, kakšna je praksa. Za področje trgovine z ljudmi že vrsto let deluje medresorska delovna skupina, v kateri so predstavniki vseh organov, organizacij, se pravi nevladnih organizacij, tudi predstavniki novinarjev so bili določeno obdobje zelo aktivni in prav tukaj so se vzpostavile tiste osnovne, bi rekel, smeri in osnovne temelji za medsebojno izmenjavo samih podatkov in medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje. S vsemi temi enotami imamo tudi redno izmenjavo vseh sumljivih podatkov o zaznambah, o sumih samih indikatorjev določene trgovine z ljudmi in tudi se dogovarjamo o ukrepih, ki jih bo posamezen organ izvajal. V proceduri oziroma v postopku sprejema so tudi posebni indikatorji, ki so bili izdelani s priročnikom za spoznavanje ali prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi, ki jih bojo uporabljali vsi, ki se lahko kdarkoli srečajo z žrtvami trgovine z ljudmi. Zdaj so dejansko že medresorsko usklajeni, pripravljeni, sedaj potrebujemo samo še potrditev besedila strani vlade in bomo tudi to besedilo, če sem prav razumel, nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi, tudi ta dokument predstavili parlamentu. Torej, običajno se sankcijskih instrumentov FURS-a in inšpektorata za delo pri tovrstnih početjih ne uporabljajo, ampak se jih da sankcionira s kaznivimi dejanji trgovina z ljudmi, prisilno beračenje. To je proces nadgradnje. Spravi, pristojnosti določenih inšpekcijskih služb so samo v določeni meri, za katero imajo tudi oni zakonske pristojnosti. Seveda oni tam lahko pridobijo dokaze, ki potrjujejo nek sum, zagotovo pa ne morejo pridobiti dokazov, ki bi lahko utemeljevali sum. Prav tukaj je ta izmenjava teh podatkov, izmenjava ugotovitev s policijo zelo pomembna za nadaljno podkrepitev samih zbranih dokazov v njihovih postopkih. Še kakšno vprašanje za te preiskave? Mene zanima, sem sprav razumela, ste rekli, da od 100 evrov so one 40% nekako dobile? V bistvu celotnega zneska. Celoten znesek, če pogledamo, da če nekdo želi iti v sobo, mora najprej plačati en lady drink ali en šampanc ali table dance. To je 25 evrov približno. Ne? Za pol ure nudenja spolnih uslug je cena 100 evrov. Od tega so oni dobile 50 evrov plus 3 cele pa nekaj evrov od lady drinka, kar pomeni, da so bile 53 evrov, kar preračunano znese okoli 40 evrov od 125 evrov, oziroma 40% od 125 evrov.
Kakšna je bila pa reakcija žrtev? Pred časom je bil en primer na Primorskem, kjer so isto razkrinkali eno mrežo, pa so se, mislim, da če sem prebrala v Primorskih novicah, celo te prostitutke uprle, da one niso bile žrtve, ampak da je to bil posel. Kako oni jemljajo ta? Kot sem že omenil danes, da je naprimer ta glavni osumljenec zelo dominantna oseba in je nad njimi tudi vršil nadzor. Nekatere od njih so se ga zelo bale in so bile tudi poučene, da v primeru, da bi policija prišla in izvajala preiskave, kaj bi lahko govorile, kaj ne bi smele govoriti. In moramo se zavedati, da gre za kazniva dejanja, ki generirajo zelo veliko protipravno premoženjsko korist. In da imajo te ljudje možnost marsikaj kupiti ali plačati. In da v teh primerih, tudi v primeru sedaj, da bodo žrtve v priporu, je treba zelo veliko pozornost posvetiti ravno temu, da ne bodo poskušali preko posrednikov na njih vplivati na njihove izjave in da se zgodi podobno, kot je bilo omenjeno za primer v Novi Gorici, kjer je bila ena izjava najprej podana na policiji, druga izjava pa potem že spremenjena, seveda omiljena, olepšana v nadaljevanju samega postopka. Tako da v našem primeru žrtve delno so sodelovale, običajno je, da ne sodelujejo, predvsem zaradi prestrašenosti, ker ne vedo, kaj se jim bo zgodilo v primeru policijskega postopka. Začnejo se zavedati, da bodo vsaj za nekaj časa izgubile še ta majhen zaslužek, ki so ga dobivale. In potem jih pač ta strah vodi k temu, da zelo razmišljajo o tem, kaj bodo izjavljale, kako bodo izjavljale. In ravno tukaj vidimo pozitivno vlogo nevladnih organizacij, ki jim poskuša te prve strahove in travme v začetni fazi vsaj malo omiliti, seveda pa je to dolgotrajen proces. Ali storilce ali preganjate tudi kazensko njihove pravne osebe, ker obstaja zakon, ki omogoča kazenski pregon tudi pravnih oseb, ali se te primeri preiskave razpletajo tudi v to smer, ali se samo na fizične osebe fokusirate? Ne moramo se fokusirati samo na fizične osebe, ker vsaka policijska preiskava danes, če tako rečem, je pospremljena tudi s finančno preiskavo. V okviru finančne preiskave seveda smo dolžni pogledati tako finančne tokove zasebnikom, če tako rečem, kot seveda tudi njihovim pravnim osebam. Tako da občasno je pa to nemogoče v fazi samega zbiranja dokazov, ker vemo, da imajo te osebe, se pravi člani kriminalne združbe, na različnih nivojih, na različnih mestih dobra poznanstva in bi verjetno kakšno naše predčasno zbiranje obvestil že povzročilo to, da bi dobili signal, da intenzivno zbiramo dokaze zoper njih. Jaz sem samo še eno vprašanje, dejali ste, da je bil pravodja dominanten, da so se ga bale, da bi jim grozil. Je morda kdorkoli od teh osumljencev s katero fizično obračunal? V sami preiskavi tega nismo zaznali. Zdaj samo fizično obračunavanje pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, smo bolj poznali in tudi je bilo bolj vidno v preteklosti, to se pravi 5, 7 let, 10 let nazaj, ko je bilo to ena glavnih izvršitvenih oblik, ko so žrtvam seveda pobrali potovalne dokumente, ko so žrtve prisilili v nudenje spolnih uslug tudi fizično, tudi z ugašanjem cigaret na rokah in drugje, tudi s pretepanjem, tudi s posiljevanjem. Skozi preiskovanje so se, tudi te storilci, ki so v Sloveniji večinoma največkrat eni in isti, so ugotovili, da so pač to elementi, ki jih policija preiskuje in ki so elementi kaznivega dejanja. To se pravi fizično nasilje, pretepanje, odvzem dokumentov. Sodna praksa jih je podučila, katerih ravnanj se morajo izmikati. Tako da zdaj je glavni trend je ustvarjanje dolgov. Te dekleta so stalno v dolgovih. Že sam prihod
Tudi če stane na primer avionska karta recimo 300 evrov, jo zaračunajo 1000 evrov, ker so domnevno mogli nekaj urediti dodatno, pa teh stroškov ni. Potem prevozi se zaračunavajo ekstra, to ni normalna taksi tarifa, to je pač 100 evrov. Ne? Vse razne storitve, kot sem že rekel, urejanje dokumentov in tako naprej, krat 5 in podobno. In to jih stalno spravlja v dolgove. V dolgovih spravlja tudi to, da imajo nekako določeno število konzumacij pijač, ki jih morajo na mesec popiti. In če jih ne popijajo, seveda nastane dolg, kar pomeni, da če nastane dolg, mora spet nekje ta denar več oddelati ali pa je bolj dolžno in jo bolj pritiskajo. Tako da so, bom rekel, te žrtve stalno pod nekim pritiskom, stresom, tudi z grožnjami. Fizičnega nasilja pa zdaj nekako ni. Zaznavamo pa občasno povečano zlorabo alkohola pri žrtvah, posledično z načinom življenja, z nočnim življenjem in tako dalje. V tem primeru kakšne hujše zlorabe prepovedanih drog, da bi jih spravili še v odvisnost od drog, nismo zaznali. Ni pa izključeno, ker vsega seveda v preiskavi tudi ne ugotovimo. Če sem še eno večkino vprašanje, pri tem Kamničanu, pri katerem ste našli 2 pištoli, nož, teleskopsko kar, je imel on vlogo varnostnika v lokalu? V bistvu bi težko rekla, da je imel vlogo varnostnika. Če ste bil kdaj v kakšnem nočnem lokalu, potem približno veste, kako tam to poteka. Tam noter je vedno običajno neka ženska ali več žensk, ki opravljajo delo ali tako imenovane madam ali pa natakarice, in običajno je vsaj en moški ali več moških, ki niso samo varnostniki. Oni skrbijo tudi za stike s strankami, seveda pomagajo tudi, če so kakšne stranke nasilne, ker to so nočne ure, to ljudje ne pridejo, bom rekel, čisto brez alkohola tja in lahko pride do nasilja. Nekateri seveda se ne znajo primerno obnašati, in v teh primerih seveda te osebe tudi poskrbijo za to, da ni katera od deklet poškodovana ali pa da se takega gosta odstrani. Nimajo pa vloge varnostnika, niti niso označeni kot varnostniki v lokalih, čeprav so bili nekateri od njih zaposleni v varnostnih službah. Še kakšno zvezo z temi temami, se pravi trgovina z ljudmi, pa sama preiskava? Imate vi s to povezavo? Ker pač to je to, potem sogovornikoma hvala. Hvala vam. Vi pa... Ja. Ja. Zdaj, če rabi še kdo kakšno izjavo dodatno ali pa to, imate zdaj na voljo oba dva sogovornika, kakšen kratek